Nocoj kaj dogaja, pa gostimo režiserko, igralko in večkrat nagrajeno ustvarjalko. Dame in gospodje, Tijana Zinajić, dobro večer. Dobro večer, Tijana. Jaz sem gledala film, ful mi je všeč, wow, ful dober. Hvala. Ja. Naslov je kar drzen. Ja. Kako je prišlo do tega, zakaj Prasica? V bistvu je naslov se kar dolg časa iskal, bil je originalni naslov scenarija je bil Nijemo jajc, imamo pa škatle za njih. Potem je nekaj časa delovni naslov, ki smo snemali, bil Eva. V bistvu pa od prvega trenutka meni nekako ni bil naslov všeč. Zdelo se mi je, da mora biti nekaj nesramnega. Pa zdelo se je, da mora naslovno junakinjo pokriti, ne? In pa smo šli pač na to Prasico. Ta slabšalni izraz za žensko se je dodal kasneje, ker so hoteli še obrazložitev ljudi. Bila sem v Prasici. Ja. Meni se zdi, da film tako zelo dobro ponazori to našo generacijo, ali pa mogoče malo mlajšo generacijo. Koliko je pa avtobiografskega Ja, jaz sem recimo 20 let starejša od teh likov, ampak meni se zdi, da sem bila takrat toliko stara. V bistvu težko, da je avtobiografsko, ker je od Ize Streher scenarij, mislim, dejansko nisem pisala, ampak recimo, da sem tako življenje že živela, no, enkrat. Dokdaj si film lahko še pogledamo v kinu? Mislim, da cel ta teden, pa še dlje po nekaterih kinih, ampak da je ta teden pa ne zamuditi, no. Ljudje pa idite gledat. Glede na to, da si zelo uspešna gledališka režiserka, kakšna je ta izkušnja s filmom? Prvenc pa že 7 vesen takoj v štartu. Ja, pa bom kar nehala delati. Ne. Da naj malo vsakič razočaranje, ker nič, no. Sej, dolga pot je, da sploh dobiš film. Tako da vprašanje, kdaj bom spet dobila film za delati, tako da mogoče naslednjih 20 let do naslednjega pa se potrudiš, tako da redko lahko delaš. Ko pa dobi, recimo moški režiser dobi Oskarja, se ponavadi ne omenja tega, da je dobil Oskarja moški režiser. Ko pa dobi, recimo, nagrado ali pa Oskarja ali pa posname film ženska režiserka, se pa velikokrat podari tudi njen spol. Kakšno je tvoje mnenje do tega? Zdaj to, če bi hotela razložiti, ima bo časa kakšno mnenje, ampak zdi se mi, da smo ženske kar malo motijo v sistemu, in potem zdaj, ko se nekaj skrbi za to, da bi bilo enakopravno, kakorkoli doseže se včasih nasprotno. Režiser je režiser, naj bi bil, ali kjerkoli spola, ampak ker je 90% filmov narejeno čez moške oči, je to tako redko in nismo vajeni gledati, recimo ženskih filmov, čeprav nisem upala, da se bo spremenilo. Sej prav, če začnem, ne bom nekaj, tako dolgo traja. Sigurno se bo spremenil, ampak škaj pa meni zanimivo? Zdaj, včasih se zdi, da je zelo težko narediti slovenski film, ki bi ga Slovenke in Slovenci res sprejeli, ki bi jih res navdušil, ki bi si ga radi pogledali, ampak tebi je to uspel. Kakšen je ta recept? Jaz mislim, da veliko filmov se dela slovenskih filmov krivica, da ljudje že recimo obstaja ta trend, da že 20 let ne gledajo slovenskih filmov, ker niso dobri, ampak 20 let se delajo že dobri slovenski filmi. Tako da, ne, mislim, ta komunikacija, da je gledalcem všeč, ta komunikacija je ponavadi taka, mene zadovolji. Jaz imam rada, da se gledajo stvari, ki jih naredim, ne maram samo, da 5 mojih frendov je navdušenih. Tako nekako. Si pa tudi mama in ustvarjalka. To je tudi ena taka dve taki močni vlogi, ki jo očitno zelo uspešno žongliraš, no? Jaz zdaj delam malo na tem, da bi ne lotil za dela, pa da bi bila vsak gospodinja, ne? A ti tudi? Ja, tako da bi se zdi, da gre boljš, kot vse ostalo to, bi doma. Dobar, zdaj smo že 3, ne? Kakšni so kakšni novi projekti, bomo verjamem? Novi projekti. Zdaj trenutno delam na seriji Gospod profesor, se pripravlja, sprejema se zdaj 2. sezona, no. Aha. Kdaj štarta? Se že kaj ve? Predvajanje ali snemanje? Predvajanje. Predvajanje čez 1 let, ne? Čez 1 leto. Dobro. Pa uspešno snimanje serije, veliko ustvarjalnega duha pa energije. Hvala lepa za obisk v studiu. Hvala vam, da ste povabili. Ja, z veseljem. A je še kaj tazga? Ja, sam subscriber se gor, pa skozi dobivaš nove fore. Takoj subscriber, da nam pozabi. Ja, takoj se moraš. Takoj zdaj se moraš subscribati.